Lepo pozdravljeni. Hvala tudi vsem sogovorcem, da ste me spustili prej na vrsto. Imam res nujen prevoz. Ob fiksni uri pa žal ne morem počakati. Zdaj, jaz imam čist majhno število slajdov. Rad bi do vas prinesel eno glavno sporočilo, zakaj da se trenutno dogaja en pomemben evropski proces, na katerega je dobro biti pozoren in za katerega je zelo pomembno, da ima Slovenija primerno stališče. Torej, vsi poznate Kjotski protokol, en od najboljših poskusov, kaj je bilo človeštvo zmožno za brzdanje emisij toplogrednih plinov. Vemo, da ni popoln, je še daleč od tega, da bi bil dober, je pa pač edini igralec v mestu, če tako rečem. In zdaj potekajo razprave o tem, kak sporazum bo nadomestil Kjotski protokol. Pač nima drugega imena in ga imenuje post-Kjoto sporazum. In o tem naj bi se pogovarjali leta 2015, oziroma takrat naj bi sklenili nek dogovor, kako si bodo države razdelile prizadevanja za zmanjševanje izpustov s ciljem, da se izpusti zmanjšajo na raven, da bomo obrzdali globalno segrevanje ozračja pod 2 stopinjama Celzija. Ta trenutek smo ozračje zaradi vseh izpustov iz industrije in energetike in kmetijstva in pač vseh sektorjev že segreli nekje za 0,8 stopinj in imamo še ogromno termoobjektov fosilnega prometa oziroma fosilne energije v vseh možnih sferah, zaradi katerih so izpusti ta trenutek še vedno visoki. Pomembno je, da Evropska unija sprejme ustrezno politiko, ki bo zasledovala tako domačim gospodarskim ciljem glede zaposlovanja in bo seveda skladna s tem, kam moramo kot globalna skupnost se usmeriti. In če to naredimo, če sprejmemo ustrezno politiko do leta 2030 kot ene vmesne stopnice do leta 2050, pošljemo signal 2 največjima igralcema, ki sta najbolj relevantna za to vprašanje, in to je Združenim državam in Kitajski. V času Kjota je Evropska unija že bila favorit na tem področju, medtem ko se zdaj v zadnjem obdobju pa nekako pomika nazaj. In pomembno je, da Slovenija, ki bo bolj prizadeta zaradi podnebnih sprememb, kot je neko globalno povprečje, kot tudi vidimo ob zadnjih vremenskih katastrofah, ki se nam dogajajo, samo zadnji 2 leti, če pogledamo, 100-letne poplave, lani vročinski rekordi, ki so sledili vročinskim rekordom izpred leta prej, pa še leta prej, pa leta 2003 zgodovinskih rekordov. In na drugi strani žled. Seveda ni 100% kavzalnosti med temi dogodki in konkretno termoelektrarno, jasno pa je, da so korelacije močnejše kot v katerokoli drugo smer. Prosim naprej. Evropska komisija je v Roadmap 2050, torej načrtu zmanjševanja emisij 2050, izračunala, kako zmanjševati emisije na ekonomičen način in kako razdeliti zmanjševanje po sektorjih, da se bo to ekonomsko najboljše išlo. In na eni strani so izračunali, da neka samodejno tehnološko posabljanje, ekološke inovacije, menjava strojev, gradnja novih hiš, prinese do nekega samodejnega zmanjšanja okoli 50%, to je tista rdeča črta. Ampak je to premalo, seveda, ne. Razviti svet, kamor sodimo, mora zmanjšati izpuste za 80 do 95%, kot pravi znanstvena skupnost, in to je nekako se ponazarja v zeleni črti, kako morajo izpusti padati. Vidi se, da neko samodejno padanje se je že zgodilo v zadnjih 20 letih, ampak potrebujemo politike, ki so usmerjene v to smer in podpirajo to padanje izpustov. In te politike so bile vsebovane v paketu 2020-2020, ki pomeni, da se s 3 možnih koncev lotevamo problema. En je, da si postavimo cilj, da izpusti morajo pasti, drugi je, da uporabimo najmočnejšega zaveznika v to smer in to je zmanjšanje rabe energije, in tretji, da zmanjšujemo izpuste z obnovljivimi viri energije, ki ne predvidevajo rabe fosilnih goriv. In tako pridemo, samo še. Tako pridemo do 3 ciljev, torej
Po zeleni črti bi bilo treba do leta 2030 v Evropski uniji zmanjšati izpuste za 55%. Ta trenutek je na mizi scenarij 40% zmanjšanja, kar je premalo. In recimo ta modra črtica, kratka, nakazuje, če se odločimo zmanjšati samo za 40%, pomeni, da bomo večino dela morali opraviti kasneje. Pri podnebni ekonomiki pa je jasno, da prej, ko ukrepaš, bolj cenejši so ukrepi in bolj se to gospodarstvo splača, zato ker ta visoka cena ukrepov se prenese v veliko količino investicij v gospodarstvo. To pomeni, da v bistvu govorimo o tem, kdaj investirati v gospodarstvo, da speljamo vse te ukrepe. In če rečemo, dajmo to narediti prej, se prej požene ta gospodarski cikel. Poleg tega pa, da se ustvarijo prihranki zaradi tega, ker nismo rabili kupovati fosilnih goriv, tako kot smo prej videli, da moramo to početi zdaj. Tukaj se kaže, to je graf, ki temelji na bazi Inštituta Jožef Stefan, in sicer osnutek nacionalnega energetskega programa, ki predvideva, kako bi z obnovljivimi viri zagotavljali proizvodnjo v Sloveniji do leta 2030, to je bilo izračunano leta 2010. In ta graf je pomemben zato, ker se pokaže, da za leto 2020 je v času priprave že bila veljavna evropska politika. In pogledajte, graf je narejen tako, da do leta 2020 smo ambiciozni, je neka puščica jasna, kam gremo. Potem pa v tistem obdobju politike za 2030 ni bilo in pripravljalci tega dokumenta so sklepali, da pa ne rabimo več razvijati obnovljivih virov energije. In vidimo padec s tisto črno puščico. In če bi samo nadaljevali trend tega, kar naj bi naredili do leta 2020, lahko govorimo o zelo pomembnem deležu obnovljivih virov do leta 2030. In to je argument, zakaj potrebujemo cilje na evropski ravni, ki bo vsako vlado posebej spodbujali k temu, da nadaljuje z investicijami v nizkoogljične tehnologije, torej obnovljive vire energije. Tukaj to je graf, ki prikazuje izračun, ki smo ga naredili v naši študiji, ki je nastala sodelavci iz zunanjih inštitutov, imenuje se Energy Revolution za Evropsko unijo. In kar je zanimivo pri tem grafu je, da status quo energetika predvideva zaradi posodabljanja, zaradi učinkovitejših tehnologij, zaradi zapiranja nekaterih premogovnikov in zaradi manjše potrebe po delovnih mestih v obstoječih objektih predvideva zmanjševanje delovnih mest. In vidimo leto 2010 do 2030, da govorimo o precejšnjem zmanjšanju delovnih mest. Medtem ko velik del tega, zakaj so obnovljivi viri dražji, izvira iz tega, da je potrebno več ljudi za delovanje teh naprav. To je sicer, ko govorimo o ceni, negativni primer, ker so dražji, pozitivno pa je, ko gledamo celotno gospodarsko sliko, ker teh več ljudi pomeni več delovnih mest. In zato se scenarij intenzivnejšega vlaganja v obnovljive vire energije pomeni toliko več delovnih mest, ko vidimo v zadnjem stolpcu leta 2030. Konkretno v Evropski uniji, če se podamo na ambiciozno spodbujanje obnovljivih virov, po poti Energy Revolution, govorimo o 500 tisoč dodatnih delovnih mest v primerjavi s scenarijem, da gredo stvari tako kot doslej. Tu je druga ponazoritev in tu je zdaj primerjava dveh scenarijev, torej statusa quo, da bo energetika se razvila tako nekako kot doslej na levi strani in na desni strani, kakšna približno naj bi bila energetska mešanica, če bi po neki ekonomski logiki spodbujali obnovljive vire energije in to je nek delež delovnih mest, ki bi bili v različnih energetskih panogah in vidimo, da scenarij predvideva padanje delovnih mest v fosilni in jedrski industriji in tega se moramo zavedati, da če opuščamo fosilna goriva, da bomo zapirali delovna mesta v rudarstvu, delovna mesta v termoelektrarnah, v starih tovarnah. To je dejstvo. Ne more obstajati naftna industrija, če opuščamo nafto. A na drugi strani, z nacionalnega vidika, ko moramo upoštevati vse kriterije, pa nastajajo delovna mesta drugje in še več delovnih mest. In v tem smislu, iz nacionalnega vidika, tega, kar nas zanima kot državo,
se je pomembno zavedati, da vsa delovna mesta nadomestimo in ustvarimo še toliko več novih delovnih mest. In v trenutku, ko ima Slovenija 130 tisoč brezposelnih in od tega 30 tisoč brezposelnih mladih, ki so najbolj sposobni za uvajanje novih znanj, podati se na nove poti, je to čas za resen razmislek, kako lahko zaženemo nek program zaposlovanja preko podnebno-energetskih ciljev. In za ponazoritev, kako nastajajo delovna mesta, sem izbral biomaso, ki je velikokrat zapostavljena. Dosti smo že razmišljali o sončnih elektrarnah, vetrnih elektrarnah, hidroelektrarne se hvalijo same zase, sploh ne rabijo zagovornika, dejansko imamo tretjino mešanice električne v Sloveniji iz hidroelektrarn, zato pa se mi zdi toliko bolj opozoriti na to, če rečemo, da biomasa draga, kaj pomeni ta cena? Ta cena, ki jo na koncu rečemo, ta vir energije je drag. Pomeni to, da se zgodi cel cikel gospodarske dejavnosti. Če lahko naslednji slajd. In v vsem ciklu, v vseh korakih se dogaja gospodarska dejavnost, ki zaposljuje. V sečni predelavi prodaji lesa, delovna mesta, po vsej Sloveniji, kjer so gozdovi. Žaga, proizvodnja, predelava, izdelki, turizem zaradi tega. In komaj potem govorimo o lesnih sekancih kot odpadu, ki pri tem nastane, in te uporabimo za proizvodnjo elektrike in toplote. Torej, obstaja cela vrsta industrij, ki rabi nenehno odvzem toplote. Če najdemo rešitev za sinergijo, da imamo zagotovljen odvzem toplote za industrijske potrebe in hkrati proizvajamo elektriko, smo naredili super sinergijski učinek za soproizvodnjo iz domače biomase in celotna veriga ustvarjanja delovnih mest. In kar je najbolj zanimivo, vedno govorimo o tem, da so v hidroelektrarnah, da imamo okoli 90% celotne investicije domačega znanja, domače dejavnosti, kar je zelo dobro in zato podpiramo tudi v Greenpeaceu gradnjo hidroelektrarn na primernih področjih, na primer način. Ampak treba se zavedati te naravne danosti, ki imamo v Sloveniji. Tako kot velja, da smo alpska država in smo bogati z hidroviri, smo tudi sončna država, bogati s sončno energijo, ampak smo tudi država bogata z gozdovi, kjer že sekamo in če znamo to lesno verigo malo boljše optimizirati in imeti neko široko sliko, lahko tudi v energetske namene uporabljamo ta vir in ustvarjamo delovna mesta po celotni verigi. In nekako v zaključek misel, ki je neverjetna, da prihaja iz strani, pardon, ta misel še čaka. En mit, ki smo ga danes že slišali, o tem, da Evropska unija sama sebi postavlja omejitve in zaradi tega bremeni svoje gospodarstvo, medtem ko ves svet pa ne počne nič in pa skaše naprej. To je morda veljalo nekaj let nazaj, ampak poglejmo, kaj se dogaja danes. To so države, top 5 držav na področju letnih investicij v obnovljive vire energije, skupne investicije in po tehnologijah. Še naslednji slajd, prosim. In poglejmo države, ki prednjačijo po vseh različnih tehnologijah, tako po investicijah, kot po posameznih tehnologijah. Vidimo, da sta Kitajska in Združene države na vrhu vseh lestvic. Čas je, da osvežimo svoje informacije o tem, kaj se v svetu dogaja. In v Evropski uniji smo zelo glasni, ko govorimo o ciljih, o vrednotah, ko se kažemo kot pionirje. Druge države imajo drugačen pristop, so mogoče malo bolj zadržani, ko govorijo o vizijah, ampak doma dosti naredijo. In to je jasno, recimo na primeru Kitajske, kjer nismo slišali kaj dosti entuzijazma za okoljsko politiko, ampak številke pa govorijo njim v prid. In tega se moramo zavedati, ko sami sebe vidimo kot napreden del sveta. Evropska unija je začela zaostajati in čas je, da prevzamemo svojo nekdanjo vlogo in da skupaj s tem, da to moramo narediti zaradi podnebnih sprememb in ogroženosti Slovenije, to naredimo tudi zato, ker so tukaj priložnosti za delovna mesta, za gospodarski razvoj, zato da premaknemo Slovenijo iz tega 5-letnega gospodarskega dremeža, ki nas vse skupaj vsakodnevno demotivira in nas drži v nekem krču. Zdaj je priložnost, da to naredimo na način, ki je skladen z okoljskimi omejitvami in skladen s tem, kamor moramo iti kot človeštvo skupaj. Zato
mora Slovenija podpreti ambiciozno politiko Evropske unije za naslavljanje podnebnih sprememb, kateri bojo pa potem sledile investicije in bomo potem na vseh področjih, o katerih danes govorimo, videli nek napredek, nek preboj in ustvarjanje delovnih mest. In za zaključek še misel nekdanjega ministra, ki je prej prehitevala. Večkrat to slišimo, ampak ko to pove bivši savdski minister za nafto, je pa res pomembno, da se zamislimo. Kamena doba se ni končala, ker bi zmanjkalo kamna, in doba nafte se bo končala veliko prej, preden bo svet ostal brez nafte. Ne, nafte ni premalo, ne grozi nam, da bomo ostali brez nje. Nafte je veliko preveč, premoga je veliko preveč, za dolgo časa še, ampak mi bomo morali biti toliko razumni, da se podobno, kot smo se odpovedali kamna za gospodarstvo kamene dobe, se bomo morali odpovedati fosilne energije, ki so diktirala fosilno industrijsko dobo. Čas je, da zato, ker smo odgovorni do prihodnosti, zato, ker smo odgovorni do sebe in zato, ker hočemo neko drugo sliko, ker moramo po drugi poti, zato opuščamo te vire energije in gremo po poti virov, ki so boljši z vidika okolja. Hvala lepa. Samo eno kratko vprašanje, koliko del slovenskih energetskih potreb lahko pokrije biomasa lesna? Zdaj, kolikor meni znano, je zelo malo konkretnih številk na tem področju. Ne vem sicer, zakaj je tako, ampak izračun, ki sem ga dobil, pa ga žal nisem uspel še preveriti, je bil, da bi lahko s soproizvodnimi napravami velikosti 1 megavat in 5 megavatov po postrojenju po državi, lahko z ostanki, ki bi nastali ob tej letni omejitvi sečnje, postavili nekje za 170 megavatov inštalirane moči električne proizvodnje. Zdaj ne vem, to bi bilo potrebno preveriti. Jaz spodbujam, da se to preveri, da se pokažejo številke, morda so številke boljše ali slabše, ampak ta trenutek manjkajo podatki v tej smeri in bilo dobro, da se razišče. Naj sam tam rečem, jaz sem leta 2010 zbral podatke, nekaj čez 10-11 teravatnih ur sem dobil vseh teh lesnih energetski les in tak naprej. Celotna slovenska poraba pa je, mislim, tam okoli 60 teravatnih ur pri končnih odjemalcih. Tako da ne bi kdo mislil, da bomo mi z lesom pokrili vse. Ni majhen del, ampak vseeno se treba zavedati, da je to le en del. Absolutno. Mi govorimo o mavrici. Torej, o tem, da vsaka posamezna tehnologija doda svoj košček k neki rešitvi in tako kot včasih govorimo pri onesnaževanju, če bi vsak uredil pred svojim pragom, bi skupaj lahko naredili spremembe. Enako velja za energetsko tranzicijo. Če bi vsaka občina, vsaka lokalna skupnost, vsaka šola, vsaka stavba naredila nekaj v smeri integracije obnovljivih virov po zelo različnih tehnologijah, lahko vse skupaj ustvarjajo neko spremembo in enako je tukaj pri obnovljivih virih.